Pozor! Tole je eden najboljših novih športnih avtomobilov, ki danes še vozijo po evropskih cestah. Zakaj? Ja, seveda, zato, ker se pod tem velikim motornim pokrovom skriva močan bencinski motor. Velik ameriški 5-litrski V8 je glavni zaščitni znak tudi 7. generacije Mustanga. In prav ta V8 je skupaj s pogonom na zadnji kolesi glavni razlog, zakaj si številni navdušenci po vsem svetu po stenah lepijo posterje z Mustangom, zakaj številni uživajo na srečanjih ameriških vozil in zakaj je Mustang zelo pogosto zvezda raznih reelov, shortsov, TikTokov in tako naprej. Čeprav je objektivno gledano Mustang zelo hiter avto, pa imamo še kar precej avtomobilov, ki so od Mustanga še bistveno hitrejši. Imamo na primer nekatere športne električne avtomobile, ki do stotice pospešijo še recimo celo 2-krat hitreje od tega Mustanga. Ampak tukaj je treba še nekaj dodati. S tistimi avtomobili boste na primer preizkusili sistem launch control. Mogoče boste to naredili 3-krat, 5-krat, 10-krat zapored, no potem pa se boste slej ko prej močnega in brutalnega obremenjevanja svojih vratnih mišic naveličali. No, vas zanima, če sem se v kateremkoli trenutku naveličal vožnje z Mustangom? Sploh ni važno, koliko avtomobilov si doslej že uspel preizkusiti oziroma kakšna vrsta avtomobilov je tvoja najljubša. Vožnja pravega ameriškega V8 mišičnjaka je vselej nekaj posebnega. Poleg izjemno glasne V8 zvočne kulise je seveda glavna značilnost ogromen in dolg pokrov motorja, ki ga gledaš takole pred sabo. Seveda pa moramo za polno izkoriščanje specifik, ki jih prinašata atmosferski V8 in pogon na zadnji kolesi, pravilno izbrati tudi uživaško cesto. Ker se 8-valjnik zelo rad zavrti prek 6 ali celo 7000 vrtljajev, ima Mustang najraje nekoliko bolj odprte in hitre zavoje, ki jih odpeljamo v 3. ali celo 4. prestavi. Tam bo tudi precej manj nevarnosti, da bi zadek poplesoval in preizkušal voznikovo zbranost ter reflekse. Popolnoma drugače pa je v počasnih zavojih, kjer Mustanga zlahka postavimo vsaj malo počez. Tudi zaradi zajetnega navora in delne zapore diferenciala, ki poskrbi, da se tovrsten avto z zadnjim pogonom pelje, kot se takšen avto mora. Seveda je hiter, športen avto bistveno lažje obvladljiv, če imamo na voljo avtomatski menjalnik oziroma če lahko med kar 10 prestavami izbiramo s tema obvolanskima ročicama. No je pa za prave ljubitelje klasike Mustang na voljo tudi s klasičnim 6-stopenjskim ročnim menjalnikom. Da se takšen avto dobro pelje v zavojih, pa seveda potrebujemo predvsem primerno vzmetenje, pa tudi zavore. No in na tem mestu pridemo do posebne različice Mustanga, ki sliši na ime Dark Horse. Ta različica poleg 334 kW motorne moči prinaša tudi posebno vzmetenje Magnaride, ki ga lahko zelo preprosto poljubno nastavimo, no, da lahko skoraj 2 toni mase dovolj hitro ustavimo, pa imamo na voljo tudi športne zavore Brembo, ki so izjemno zmogljive, pa tudi vzdržljive. Različica Dark Horse pa prinaša tudi posebne aerodinamične dodatke in pa večje odprtine za hlajenje in pa dovod zraka. Poglejte na primer te dve veliki luknji, ki dovajata zrak v motor po teh
zares ogromnih ceveh. Še več dobrot za dirkaške navdušence pa prinaša notranjost tega avtomobila. Pa naj začnem s tema odličnima športnima sedežema Recaro, ki voznika in sovoznika zelo dobro stisneta tukaj v bočnem delu in ju tako zelo trdno držita na svojem mestu. Zelo zanimivi in koristni so tudi tile številni prikazovalniki, kjer lahko spremljamo različne parametre pri delovanju vozila. No, ti nam pomagajo pri diagnostiki, pa tudi pri spremljanju pravilnega delovanja pogona. Poglejte, kaj vse lahko na primer spremljamo tukaj na osrednjem zaslonu. Najprej imamo tukaj merilnik podtlaka v sesalnem razdelilniku, pa napetost akumulatorja, pa temperaturo motornega olja, pa merilnik sil pri pospeških, pa merilnik, ki prikazuje razmerje med zrakom in gorivom v zgorevalni komori, pa temperaturo olja v diferencialu, temperaturo glave valja, pritisk motornega olja, pa temperaturo zraka, ki vstopa v motor in za konec še temperaturo olja v menjalniku. Zelo všeč mi je tudi, da si lahko po svoje nastavimo kar 6 različnih individualnih voznih profilov. Tako lahko recimo nastavljamo trdoto vzmetenja, pa trdoto oziroma čvrstost krmiljenja, pa delovanje oziroma pomoč elektronike, no sam pa sem kar pogosto menjal tudi nivoje glasnosti aktivnega izpušnega sistema. Seveda je moj najljubši način tisti najglasnejši dirkaški, ki najbolj glasno rohni in grmi. No, ampak v resnici bo zaradi zelo glasnega zvoka 8-valjnika zvečer, sploh v kakšni domači ulici, zelo koristen tudi tale zelo tih način. No, različica Dark Horse pa prinaša tudi 2 posebna vozna programa, ob katerih sistem izpiše opozorilo, da sta primerna le za vožnjo na zaprtih progah. No, najbrž ne rabim poudarjati, za kakšno vožnjo sta ta 2 načina najbolj primerna, bistveno pa je, da poskrbita za precej manj vmešavanja elektronike v voznikovo vožnjo in s tem večjo svobodo pri zdrsu pogonskih koles. Z menjavanjem voznih programov se zelo zanimivo pred voznikom na tem zaslonu spreminja tudi prikaz merilnikov, ki je vsak prilagojen svoji nalogi. In med temi prikazi imamo en zelo zanimiv način. Poglejte, tole je digitalna replika originalnih merilnikov iz Mustanga 3. generacije, torej Foxbody Mustanga. No in ob tem se mi je hitro seveda porodila še ena ideja. Ford, prosim, dodajte še več takšnih sladkorčkov, na primer merilnike 1. generacije Mustanga iz 60. let kot majhen poklon originalu. Ne, nismo še končali. S pregledom zanimivih možnosti bomo zaključili v pravem mustangovskem slogu. Še 2 imamo namreč, ki sta primerni za kakšen šov, takrat, ko želimo, da se izpod pogonskih koles močno kadi. Poglejte, prva je drift ročna zavora, ki ob potegu nemudoma prekine prenos moči na zadnji kolesni par, obenem pa po zaslugi dodatnih čeljusti na zadnjih zavornih kolutih zadnji kolesi nemudoma blokira in vozilo spravi v drsenje, tako kot pri kakšnih reli specialkah. In še drugi šov način, ta pa je line lock. In kaj ta način naredi? Popolnoma blokira prednji kolesi, zadnji zavori pa popolnoma sprosti. In kakšen je rezultat? Seveda oblak dima, oziroma kot radi rečemo, pravi mustangovski burnout. Seveda pa bosta ob takšnem početju zadnji pnevmatiki Mustanga kar močno nastradali. No, ti pnevmatiki imata širino 275 mm in v resnici nimata prav zelo nizkega profila. No in ravno to je ob odličnem vzmetenju glavni razlog, da je Mustang lahko pravzaprav tudi zelo dober potovalnik. Boste pa morali na teh dolgih poteh seveda krotiti Mustangovo bencinsko žejo. Kot vselej pri takšnih motorjih je recimo poraba okoli 11 litrov na 100 prevoženih kilometrov že precej ugodna. Ampak predvidevam, da ob vožnji s tem avtomobilom tudi teh 11 litrov ne boste prav pogosto dosegli. Grmenje 8-valjnika namreč voznika, če to hoče ali ne, preveč zasvoji.
Gremo torej naprej proti magistrali.